Kolektor Etra je podjetje iz Ljubljane, kjer razvijajo, proizvajajo in pod lastno znamko prodajajo energetske transformatorje, kjer so po kakovosti in sodobnosti tehničnih rešitev postali eden najboljših svetovnih proizvajalcev. Transformator je kompleksen izdelek, narejen iz več tisoč sestavnih delov, tisti največji, 400 kV, tehtajo 400 ton. Njihov namen je pretvorba napetosti, gre pa za investicijsko opremo, zato je vsak transformator projekt zase. Posle z večine dobijo prek javnih naročil. Kolektor Etra navdušuje zaradi svoje konstantne rasti, pri kateri tekmece v zadnjih letih prehiteva za 3-krat in tega ne počne na račun nizkih cen. Dobičkonosnost povečujejo, tako da je bila pred 3 leti dodana vrednost na zaposlenega 59 tisoč evrov, lani že 79 tisoč evrov, EBIT marža pa 11%. Kje je glavni razlog, da na trgu, polovico ga obvladujejo 4 multinacionalke, Siemens, ABB, ameriški General Electric in kitajski TBEA, rastete 3-krat hitreje kot tekmeci? Odgovor na to vprašanje je iskati v sistemu vrednot, ki jih gojimo v podjetju. Tukaj je za omeniti vrednote, kot so zmagovalni duh, zagnanost, pogum, ambicioznost, doslednost. Poleg tega so pa te vrednote nadgrajene z znanjem, z odnosom do znanja, ki ga gojimo v podjetju, imamo zelo močan razvoj. Kot primer navajam umetno inteligenco, ki jo pri nas v razvoju uporabljamo dosledno vsak dan in je standard. Lani so v Kolektor Etri s 382 zaposlenimi ustvarili 100 milijonov evrov prihodkov in 9,4 milijona evrov čistega dobička. Z izvozom so lani ustvarili 89% prihodkov, v zadnjih 3 letih so izvoz v povprečju letno povečali za dobrih 15%. Največji 3 trgi so Švedska, Norveška in Nemčija. Trenutno Kolektor Etra nastopa na 21 trgih. Lani so prve posle sklenili v Španiji, Franciji in Dubaju, letos so prvi transformator prodali v Rusijo. Zakaj je nujno, da vstopate na nove trge? Kolektor Etra je tradicionalno prisotna na skandinavskih trgih, kjer ustvarja že vsaj zadnjih 10 let več kot polovico svojih prihodkov. Vendar pa na teh trgih dosega tudi zelo visoke tržne deleže, ki se gibljajo med 20 in 30%, včasih kakšno leto tudi več kot to, kar pomeni, da nekega velikega prostora za nadaljnjo rast na teh istih trgih ni. Zato se usmerjamo na druge trge, kjer imamo večji potencial, kjer lahko rastemo naprej in zasledujemo našo strategijo rasti in razvoja in tudi diverzifikacijo na različne trge. V Kolektor Etri napovedujejo, da bodo leta 2022 imeli 135 milijonov evrov prihodkov in še naprej ohranili 11% EBIT maržo. Ob sedežu tovarne so pred 2 letoma kupili 24 tisoč kvadratnih metrov zemljišča, da bi lahko še naprej širili proizvodnjo. Letos junija pa so kupili še manjšo tovarno v Srbiji.